Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Amen. Dobrodošli vsi v današnjem čudovitem dnevu, ko imamo ponovno priložnost, da skupaj pričnemo nov dan, poln izzivov in blagoslovov. Gospod nas vabi, da stopimo v njegovo luč in dovolimo, da nas napolni z močjo in pogumom za vse preizkušnje, ki jih imamo pred seboj. Vsak trenutek, ki ga preživimo v njegovi prisotnosti, nas ojača in spomni, da v njemu najdemo mir in upanje. Tudi ko so poti težke, nas Bog vodi in nas ne pušča same. Amen. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom za naslednji teden. Jutri, v ponedeljek, 10. marca, ob 19. uri, bo v cerkvi molitveno srečanje. Srečanje je priložnost, da se osebno v molitvi priporočamo Bogu. V sredo, 12. marca, ob 19. uri, bo v cerkvi svetopisemsko predavanje z diskusijo na temo kaos oziroma kaotičnost. Namen je, da se pogovorimo, kako nam lahko krščanska vera pomaga, da se ubranimo kaosa in ohranimo mir. V četrtek, 13. marca, ob 9:30 uri dopoldan, bo srečanje starejših sester. Zatorej vljudno vabljene vse starejše sestre v četrtek ob 9:30 v cerkveno čajarno. V nedeljo, 16. marca, ob 10. uri smo vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje. Včeraj je bil v cerkvi celoten dogodek ob 8. marcu, dan žena. Ženske so se na tem srečanju zaradi svoje raznolike udeležbe dokazale, da cerkev lahko prinese mir med ljudmi. V harmoniji in prijateljskem vzdušju so bile zbrane iz Ukrajine, Rusije, Srbije, Hrvaške, Irske, Združenega kraljestva in Slovenije. Na srečanju so bile prisotne tudi sestre iz Evangeličanske cerkve Izola. Sledi pa pesem Bog bo skrbel za te.
Izvolite sesti. Biblično vodilo za ta teden je iz 1. Janezovega pisma, 3. poglavje, 8. vrstica, pravi pa takole. Božji sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela. Prisluhnimo še delčku 91. psalma. Ti, ki živiš v zavetju najvišjega, ki bivaš v senci vsemogočnega, reci Gospodu, moje prebižališče si in moj grad, moj Bog, ki vanj zaupam, zakaj tvoje prebižališče je Gospod. Pred nami je še molitev kesanja in priznanja svojih grehov. Večni Bog, začetek letošnjega postnega časa nam želi ponovno priklicati v spomin preizkušenj polno pot tvojega Sina Jezusa Kristusa, s katero je približal tvojo brezmejno ljubezen. Priznavamo, da nikoli ne bomo uspeli v celoti izpolniti njegove besede. Prosimo te, pomagaj nam, da v bodoče ne bomo sami sebe poveličevali, da bomo bolje premislili besede, ki jih izgovarjamo, da bomo bolj sočutni za potrebe bližnjega. Ob odpuščanju napak drugim te prosimo, odpusti nam naše slabosti in usmili se nas. Amen. Poslušajmo še besede milosti in slavospeva. Božji sin ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi sam stregel in dal svoje življenje za rešitev mnogih. Njemu, ki nas ljubi in nas je odrešil svojo krvjo, bodi moč in slava od vekov veke. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Dobri Bog, ti si nam po svojem sinu pokazal načine in pot, kako je mogoče z vero in zaupanjem v tebe in v tvojo pomoč obstati in pred temi največjimi preizkušnjami življenja, ki nam velikokrat obljubljajo lažno srečo in varljiv mir. Ob hvaležnosti, ker si nas do zdaj varoval pred padci in nas ob spotikanju vedno znova dvigal, ti prinašamo tudi prošnjo. Z lučjo tvojih besed nam še naprej osvetljuj poti in z močjo tvojega duha nam stoj ob strani, ko bomo izzvani prinašati težke in pomembne odločitve. Amen. Sedaj pa nadaljujemo naše bogoslužje s pesmijo Bog je zavetje. Izvolite sesti, draga cerkev.
Današnje berilo je iz Evangelija po Mateju, 4. poglavje od 1. do 11. vrstice. Tedaj je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je naposled postal lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh. On pa mu je odgovoril: pisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja, ter mu rekel: če si Božji sin, se vrzi dol, kaj ti pisano je, svojim angelom bo zate zapovedal in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadaneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril: pisano je tudi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo, ter mu rekel: vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš. Jezus mu je tedaj dejal: poberi se, Satan, kaj ti pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tedaj ga je hudič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Danes je prva postna nedelja in tudi ta odlomek nas vabi, da vstopimo v ta predvelikonočni čas in mu prisluhnemo. Kaj nas danes lahko ta zgodba pouči oziroma k čemu nas vabi? Ali je aktualna tudi danes? Je, saj so puščave in z njimi povezane skušnjave ter preizkušnje del življenja vsakega človeka. Današnje berilo nas tako opogumlja, da se po Jezusovem vzoru ob soočanju s skušnjavo, s preizkušnjo, oprimemo resnice, ki je zapisana v njegovi besedi, v Svetem pismu. Prav tako nas vabi, da svojih puščav ne vidimo zgolj kot nekakšnih treningov, samoizboljšave ali poligona preživetja najmočnejšega, kot včasih dobronamerno radi rečemo bližnjemu, ki je v preizkušnji: to se ti dogaja, ker si dovolj močan, ali pa da boš močnejši, boljši človek. Odlomek nas vabi, da ravno nasprotno v teh puščavah prepoznamo Božje povabilo k temu, da se iz ednine, iz jaza, iz ukvarjanja s seboj in iz svojih zgodb, ki so velikokrat težke, obrnemo, vrnemo nazaj v dvojino, obnovimo svoj odnos z Bogom in mu kljub svojim težkim ali zapletenim zgodbam zaupamo. Potem lažje živimo tudi v množini drug z drugim, ker smo nad nevihtami, ki se nam dogajajo v življenju, saj gledamo v oči našega odrešenika. Tako kot je Jezus se učil zaupati Očetu, čeprav je bil Božji sin, toliko bolj se tudi mi oklenimo te resnice. In v dneh do velike noči premišljujmo o tem, k čemu pa nas nagovarjajo puščave v lastnih življenjih, s katerimi se soočamo, kje so priložnosti, da se vrnemo k Očetu, tako da smo mu poslušni. In v vseh preizkušnjah, težavah imejmo v mislih, da je Jezus premagal skušnjavo, da bi iz moči njegove milosti in ljubezni tudi mi premagali hudiča, ki želi, da ostanemo stran od Boga in tako ostali poslušni našemu Očetu. In tudi naslednje pesmi nas vabijo ravno k temu, da svoj pogled usmerimo v nebo. Tako nas vabim vse, ki lahko, da ostanemo in zapojemo skupaj te pesmi, ki naj bodo naša skupna molitev.
nebeški Oče, mi ti zaupamo svoje življenje, zato smo prišli danes skupaj, da izrečemo svojo pripravljenost, svojo potrebo po tebi, izli svoje življenje v naša srca, da bomo delili to življenje drug z drugim. Hvala ti za tvojo besedo, ki sveti kakor luč. Naj se danes razglaša tvoja resnica in hvala ti, ker jo bomo deležni. Amen. Sledi utrinek za otroke. Kakor ste že slišali, sedaj je utrinek za vas, otroci. Bomo počakali, da vsak pride. Ok. Se vas je veliko. Hvala Bogu. Ali mi lahko kdo pove, kaj imam jaz to v roki? Koledar. Zakaj potrebujemo koledar? Kdo mi zna povedati? Bravo. Ja, tako. Še kdo? Tudi to je res. Nam pove, kdaj imamo šolo, kdaj imamo počitnice, kdaj imata oče in mamica rojstni dan, kdaj ima rojstni dan sestrica ali bratec, kdaj imam jaz rojstni dan. Vse nam koledar pove. Za nas malo starejše, koledar nam pove takrat, ko imamo zakazano pri zdravniku. In ta koledar, katera letnica piše tukaj na tem? Ja, ampak zdraven marca ti lahko približim, pa boš videl, kaj piše še zdraven. Zdraven marca, tle gor. 2025. Tako, to je sedanji koledar, to je koledar, ki ga mi uporabljamo. Sedaj bom vzel drugega. Kakšen je to koledar? Ok, setveni, ampak katera letnica piše? 2024. Ta koledar je koledar od lanskega leta. Ali lahko napišemo, kdaj ima oči pa mamica rojstni dan, pa se orientiramo po njem? Ne. Ali lahko napišemo, kdaj imamo počitnice? Ne. Vidite, otroci, tale koledar je star koledar in stare koledarje vržemo stran. Tako tudi Jezus vrže vaše in naše grehe, ko mu priznamo, se jih ne spomne več. Velikokrat se nam zgodi, da se zlažemo, nekateri so pa toliko pogumni, da še kakšno oceno nočejo povedati staršem, ampak če pridete Jezusu in ga prosite, Jezus vam bo za to pozabil vse in on vas še naprej ljubi. In tako naslednjič, ko boste naredili če boste kaj ušpičili ali pa kakšno ceno prikrili ali se z bratom in sestrico pocukali, vedite, da Jezus in starši vedno, ko jih prosite, da vam oprostijo, vam bojo prostili. In tako, kako ta koledar ni več vreden, tako tudi tiste majhne napakice, tisti grehi bojo pozabljeni. Tako da zdaj hitro k verouku, da se boste še kaj naučili o tem Jezusu. Mi bomo pa pobrali še prostovoljno nabirko, kolekto s pesmijo Luč nogam mojim, beseda tvoja je. Luč
Drage sestre, dragi bratje, vstopili smo v postni čas, ko bolj poglobljeno premišljujemo o Bogu, sebi, bližnjih in svetu. Bog, ki se je razkril, je namenoma pustil tudi prostor za iskreno nevero. Bog ima dobre razloge, da ne odpre okenčka neba in nam ne reče, tukaj sem. Če bi bilo tako, bi bila želja po odnosu z njim nesporna in bi bili prisiljeni vanj verovati. Tak Bog bi bil oblastni samodržec, ne pa Bog ljubezni in svobode. V drugih religijah je Bog nespoznaven, njegova veličina sovpada z njegovo skritostjo. Zato trditev, da Boga poznamo, je v drugih religijah nekaj bogokletnega. Filozofija in znanost povesta, kaj Bog je, ne morete pa povedati, kdo Bog je. Kdo je Bog, zvemo iz Svetega pisma. Zato vabim, da vstanemo k poslušanju odlomka iz pisma Hebrejcem. Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega, velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Drage sestre, dragi bratje, vsi instinktivno vemo, da živimo v negotovem in kaotičnem času in da nujno potrebujemo Boga. Špekulacije glede prihodnosti so zastrašujoče. Po delčkih že doživljamo novo svetovno vojno. Soočamo se z resnimi izzivi sedanje družbe, zato toliko bolj potrebujemo najmanj 3 stvari: iskrenost, sočutje in odpuščanje. Duhovno pokrajino sodobne družbe lahko primerjamo, kot smo že slišali, s puščavo. V tej izsušeni pokrajini smo se privadili na epidemijo ničevosti, brezupnosti, zasvojenosti, potrošništva, osamljenosti. Živimo na pusti zemlji, trpimo zaradi duhovne zime in izgubljamo občutek za sveto, za krepostno. Tudi čas je postal prazen. Ravnokar smo govorili o koledarju. Zgubili smo v tej hitrici in prepolnih urnikih orientacijo. Ne vemo, kako bi izpolnili čas, čeprav je toliko vsega, a smo kljub temu nesrečni. Imamo več filmov, novic, glasbe, hrane, oblačil, čevljev, avtomobilov, mamil, aplikacij, videoiger, tehnologije, počitniških destinacij. Imamo tudi več identitet. Lahko se odločamo celo, kakšen spol bomo imeli. Toliko vsega, naravno in nenaravno, sprevrženo in nesprevrženo, a kljub temu smo nepotešeni. Celo vera je postala krhka stvar, bolj terapevtska kot duhovna. Bolj terapevtska, ta je bolj zanimiva. Manj pa je tista poglobljena. Naša doba je ustvarila praznino. Kako v tej puščavi najti pot?
Bog, ki ga iščemo, neskončno išče nas. Postni čas prvenstveno ni namenjen navznoter, utrjevanju odnosa z Bogom, seveda, ne pa prvenstveno, ampak je namenjen tudi navzven, utrjevanju odnosa s svojim bližnjim, kot smo tudi že slišali ob razlagi berila. Postni čas je čas v letu, ko se kristjani spominjamo 40 dni, ki jih je Jezus preživel v puščavi, se postil, molil in se uprl skušnjavam, preden je začel javno delovati. To je čas priprave na veliko noč. Ne moremo kar vstopiti nepripravljeni. Tudi pred Božičem imamo čas priprave, advent. To ni čas odmika od sveta zaradi zdržnosti, ampak je vključitev v svet, v družbo, v naše družine, medsebojne odnose z molitvijo, postom in predvsem dobrodelnostjo. Postni čas ni zato, ker ga je predpisala že prva cerkev. Ni zato, da bi živeli bolj zdravo, ni zato, da bi si pridobili naklonjenost pri Bogu, ni zato, da bi se s tem hvalisali. Postni čas ni sam sebi v namen, ampak je priložnost, da vzamemo svoj križ in hodimo za križanjem. Postni čas je klic srca k spreobrnjenju. Tudi zdaj, govori Gospod, pravi prerok Joel, se obrnite k meni z vsem svojim srcem, s postom, z jokom in žalovanjem. Pretrgajte svoja srca, ne svojih oblačil. Vrnite se Gospodu svojemu Bogu, kajti milostljiv je in usmiljen, počasen v jezi in bogat v dobroti. Jezus je jasen, ko gre za post. Takole je učil. Naj ne vzbujamo pozornosti in naj ne napenjamo svojih duhovnih mišic. Pravi evangelij takole. Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci. Kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo, kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skritem, in tvoj oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil. Mnogim post predstavlja odrekanje najljubši hrani, vendar duhovni pomen posta je globlji. Sporočilo posta je vedno sporočilo svobode. Osvoboditve. Človeštvo trpi. Ranjeno je zaradi nasilja, zlorab, krivic, korupcije. Tudi narava trpi. Post spodbuja tudi k ekološki ozaveščenosti. V postnem času naredimo prostor za Božjo besedo. Ugasnimo televizijo in odprimo Sveto pismo. Vsaj delno se ločimo od digitalnega zastrupljanja in plasiranih informacij in se bolj povežimo z evangelijem. Rednejše prihajajmo v cerkev. Post je duhovna disciplina. Odpovejmo se sodobnim idolom, predsodkom, slabim navadam, priučenim tradicijam. Očistimo se od verbalnega nasilja, tega je toliko, žaljivk, laži, dezinformacij, rumenega tiska. Post je namenjen čiščenju hiše srca in družbe. Ne pometimo le pajčevine, ampak ubijmo pajka, ki vedno znova naredi pajčevino. Osvobodimo se iz krempljev potrošništva, sebičnosti, nehvaležnosti, brezbožnosti, nezadovoljstva. Tak post ni namenjen hujšanju, čiščenju telesa, ampak iskanju lepote, harmonije, ubranosti, sočutja,
bližine, topline, odnosa, odpuščanja, ljubezni, predvsem pa svetosti. Nobeno dejanje kreposti ne more biti veliko, če mu ne sledi korist za druge. Ljubezen brez koristi za druge je sebična ljubezen, je pokvarjena ljubezen, je patološka ljubezen. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega je ista ljubezen. Puščava posta ne pomeni odsotnosti ljudi, ampak pomeni prisotnost, božjo prisotnost in prisotnost bližnjega. Običajno mislimo tako, kot so mislili v starih časih in se zaprli v neke meniške celice. Post ni samo to, post je več kot to. Ne ločitev iz skupnosti, ampak vključitev ljudi v moje življenje. Torej božja prisotnost. Jezus je na lesu križa gorel od ljubezni. Kdor želi spremeniti svoje telo, se lahko odpove alkoholu, kajenju, sladkarijam. Kdor želi spremeniti svoje srce, pa potrebuje težji post. Težji post. Edinstvena božanska ljubezen zahteva naše življenje, dušo, duha, zahteva naše vse. To je osvoboditev. Življenje izgubiti, pa ga pri Bogu dobiti. V postnem času lahko ugotovimo, česa smo zares lačni. To je čas, da ugotovimo, da se vprašamo, česa smo zares lačni. Jezus je rekel, da človek ne živi samo od kruha, ampak predvsem od Božje besede. Mar ni to post, pravi prerok Izaija, kakršnega sem jaz izbral, govori Gospod, da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarem. Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojim bližnjim. Tedaj napoči, kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost in Gospodovo veličastvo te bo zbralo. Tedaj boš klical in Gospod bo odgovoril, stokal boš, a rekel ti bo, tukaj sem. To je globina posta. Samo tisti, ki se poskuša upreti skušnjavi, ve, kako močna je skušnjava. Moč vojske ugotovimo tako, da se proti njej borimo, ne pa tako, da se ji predamo. Moč vetra ugotovimo tako, da hodimo proti vetru, ne pa tako, da ležemo na tla. Pri tem nismo sami, kajti poznamo solidarnost našega velikega duhovnika, tako smo prebrali, ki z nami sočustvuje, ker pozna človeško bedo, šibkost in preizkušnjo, skušnjavo, ker jo je sam izkusil. Ker je Jezus tudi sin človekov, ne samo Božji sin, nam je dostopen. Takšnega Boga ni nikjer drugje. Takšnega Boga ne pozna nobena religija. On nas ne obsoja, ampak nas razume. Njegovo usmiljenje nas rešuje iz težav. Zato se lahko prestolu milosti bližamo pogumno in zaupnostjo. Pri Bogu smo deležni resnične svobode govora. Družbe si prizadevajo za svobodo govora, da bi bili bolj demokratični. Pri Bogu imamo res svobodo govora. Ko se bližamo prestolu milosti, mu lahko povemo vse, brez cenzure. Naše misli pozna, naša dejanja vidi in naše besede in prošnje sliši. Ni nas treba biti sram, ni nam treba zbirati besed.
Vsi potrebujemo nekoga, ki bo sočustvoval z našimi težavami in slabostmi, ne da bi nas obsojal. Včasih je dovolj že to, ko mi nekdo reče, razumem te, s tabo sem, molil bom zate. Bral sem o dečku, ki je opazil napis, kužki na prodaj, majhni kužki na prodaj. Vprašal je gospod, koliko želite za te mladiče? $100, sinko, za vsakega posebej. Dečka obraz se je povesil. No, gospod, ali bi jih lahko vsaj videl? Moški je zažvižgal in izza vogala je prišla psička, za njo pa 4 ljubi kužki, ki so mahali z repki in veselo cvilili. Nato je izza vogala prišel še en kuža, ki je vlekel zadnjo nogo. Bil je pohabljen. Kaj je narobe s tem kužkom, gospod, je vprašal deček. No, sinko, ta mladiček je pohabljen. Veterinar je ugotovil, da ima prizadet kolk. Moški je bil presenečen, ker deček ni odnehal in je rekel, točno tega kužka hočem imeti. Ali vam lahko zanj odplačujem tedensko? Lastnik je odgovoril, mislim, da ne razumeš, ta mladiček ne bo mogel nikoli pravilno hoditi, niti teči. Vedno bo invalid. Zakaj si želiš takšnega in tega kužka? Nato je deček potegnil svojo hlačnico navzgor in pokazal svojo nožno podkolensko protezo. Tudi jaz ne morem pravilno hoditi, je rekel. Ta kuža bo potreboval veliko ljubezni in razumevanja. Ni lahko biti pohabljen. Moški je rekel, kužka ti podarim zastonj. Vem, da boš zanj dobro skrbel, ker razumeš njegovo stisko in bosta zvesta prijatelja. O tem smo prebrali, da imamo velikega duhovnika, ki sočustvuje z nami. Ta zgodba izkazuje, kakšno je Božje sočutje do nas, ker je Božji sin postal človek in je pretrpel vse, kar doživljamo, sočustvuje z nami v vsem. Boljšega Boga ni. Njegova človeškost se ni v ničemer zmanjšala, čeprav se je dvignil v nebesa. Na Božji desnici imamo sočutnega velikega duhovnika. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi, preizkušen vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Logično je vprašanje, kako nas lahko učlovečeni Božji sin, Jezus Kristus, razume in z nami sočustvuje, ko on vendar ni imel greha, mi pa smo grešna bitja. Zapisano je, da je bil preizkušan v vsem, res, vendar brez greha. Ali lahko Bog ve, kako je grešiti? Da, čeprav ni grešil. Lahko pa ve, ker pozna vso resnico. Bog ne more grešiti, ker je popoln, kar pomeni, da je dober. Bog je tudi vsemogočen. Ne tako, da premika gore. Vsemogočen je v ljubezni. In Božja vsemogočnost se kaže v smiselnih rečeh. Bog dela smiselne reči, ne pa nesmiselnih, kot nam pravijo, ali lahko ustvari tako težko skalo, da je potem sam ne bi mogel premakniti. Kaj pa Božja vseprisotnost? Bog ni vezan na čas in prostor,
Zato v njegovi vse prisotnosti ni protislovja. Imamo čudovitega prijatelja, ki je vsemogočen, vseveden in vseprisoten. Na tak način lahko razumemo, da Jezus razume nas. In proti takšnemu Bogu, ki je šel skozi vse to, ne moremo protestirati. K prestolu milosti takšnega Boga se lahko bližamo vsi in vedno. V stari zavezi se je v najsvetejše enkrat na leto lahko približal en sam človek, veliki duhovnik. Če ni bil pripravljen na srečanje ali pa dovolj vreden, je na licu mesta umrl. Mi pa se bližamo k prestolu milosti, ki ni šel samo skozi svetišče, ampak skozi nebesa. In z njegovega prestola milosti ne švigata strela in grom, ampak milost. Kaj se je spremenilo? Božja svetost se ni spremenila, Bog se ni spremenil. Le to se je spremenilo, da smo mi dobili novega velikega duhovnika. In ta veliki duhovnik, Jezus, nas razume in je vedno z nami. V trenutku stiske pomaga. Gre za pravočasno pomoč, zato smo lahko mirni in brez skrbi. Teolog Gordon MacDonald je zapisal: svet lahko naredi katerokoli stvar enako dobro ali bolje kot cerkev. Človeku ni treba biti kristjan, da lahko gradi hiše za uboge brezdomce, hrani lačne, zdravi bolne, tolaži žalostne, ljubi zavržene. Svet ne more narediti samo ene stvari, ne more ponuditi milosti. In to je naloga cerkve. Zato smo se danes zbrali. To je prispevek cerkve. Kje drugje naj bi človek našel milost, razen pri Bogu? Jezus Kristus razume našo zaskrbljenost, dvome, skušnjave, boje, bolečine. Razume naš zlomljen in pomanjkljiv svet. Ker ni nikoli grešil, pa je naš popoln posrednik in priprošnik. Nujno ga potrebujemo. Samo Bog nas lahko še reši. Za konec prisluhnimo resničnemu dogodku, ki se je nekoč zgodil v ameriški zvezni državi Michigan, ko še ni bilo sodobne telekomunikacije. Ta dogodek lahko tudi sami zgodovinsko preverite. Več dni je divjalo močno neurje. Reke so se spremenile v deroče veletoke. Na eni izmed železniških postaj so sprejeli sporočilo v Morsejevi abecedi. Most se je porušil. Šef postaje je prebledel. Vedel je, da bo vlak številka 7 čez pol ure tam. Vse potnike čaka smrt. Zgrmeli bodo v prepad. To je strašno. Edison, izumitelj telegrafa in seveda Morsejeve abecede, je napeto prisluhnil tej paniki. Ravno takrat je bil v čakalnici. Planil je pokonci in zavpil: moja sestra je na vlaku številka 7, nocoj se vrača domov in jaz jo čakam. Lahko bi vzpostavil zvezo z njo. Šef postaje je zmajeval z glavo: gospod, žal, prepozno. Vlak je zadnje postaje že odpeljal. To bo strašno. Edison ni odnehal. Imam rešitev. Potrebujem parno lokomotivo za smer proti mostu. Z njenimi piski bom sestri posredoval sporočilo. Ona razume Morsejeve znake. Šef postaje omahoval: to, da vaši sestri ne bodo verjeli. Poskusimo, je vztrajal izumitelj telegrafa. Drugo parno lokomotivo so usmerili proti porušenemu mostu. 2 kilometra pred mostom je začel Edison vleči za ročaj parnih piščalk.
V noč so se slišali rezki, Morsejevi znaki. Most porušen, ustavite takoj. Na vlaku številka 7 so se ljudje sproščeno pogovarjali, zabavali, ne da bi slutili kaj slabega. Tedaj je neki gospod rekel, kaže, da je neki strojevodja znorel. Mlado dekle je prisluhnilo in zavpilo, to so Morsejevi znaki, s poročilom. Edisonova sestra je še enkrat prisluhnila, most porušen, ustavite takoj. In še enkrat, in še enkrat, in še enkrat. Stari gospod je rekel, to ni šala. Zvok signala je postal še jasnejši. Most porušen, ustavite takoj. Edisonova sestra je skočila k zasilnim zavoram, a ni dosegla ročaja. Neka mlada dama je rekla, to, kar počnete, je noro, to ne more biti res. Edisonova sestra pa je vztrajala, prepričana sem. Verjemite mi. Tedaj je stari gospod skočil po konci in na vso moč potegnil zasilno zavoro. Kolesa so strahovito zaškripala, vlak se je zaustavil, samo kakih 50 metrov pred prepadom. Tako se je končala zgodba, ki je opisana v zgodovini. Končujem, dragi prijatelji. Mi vsi smo potniki na vlaku življenja. Na tistem vlaku so bili potniki brezskrbni. Sproščeno so se pogovarjali, se zabavali, jedli, pili, kartali in se smejali. Nihče ni slutil, da jih čaka smrt. Tako je tudi danes. Vsi smo popotniki na vlaku življenja. Končna postaja vsem je znana. Le da eni izstopijo prej, drugi kasneje. Večinoma pa o tem ne želimo razmišljati. Če Edisonova sestra ne bi prepoznala odrešilnega sporočila, bi bili potniki pogubljeni. Bilo bi prepozno. Tudi nam Bog govori. Povesti v cerkvi, z naravo, po bližnjih, z Božjo besedo, s klicem Svetega Duha. Pošilja nam signale. Znake, sporočila o življenju. Ali se bomo odzvali in verovali? Most našega odnosa z Bogom je porušen. Potrebujemo Jezusa Kristusa, njegov križ, ki lahko ta prepad premosti. Vlak drvi z veliko hitrostjo, v nas pa je duša večna. V letošnjem postnem času se zaustavimo. Vzemimo si čas zase, za bližnje in za svet. S sočutjem, iskrenostjo, odpuščanjem. Potegnimo zasilno zavoro. Nimamo dovolj časa. Brez Boga je pred svetom prepad. In kaj, če je danes zadnji dan življenja? Vabim k molitvi. Gospod in gospodar mojega življenja, vzemi od mene duha ležernosti, malodušnosti, sprenevedanja, praznega govorečenja. Nočem odlašati z najpomembnejšo odločitvijo v življenju. Danes se odločam zate in sprejemam tvoje odrešenje. Naj v letošnjem postnem času vidim svoje napake, svoje zablode in svoje stranpoti. Naj se bolj posvetim duhovnemu kot materialnemu. Naj se bolj posvetim nevidnemu kot vidnemu. Naj dovolim, da me prebudi tvoja ljubezen. To naj bo moj letošnji sveti post. Trojedini Bog Oče, Sin in Sveti Duh, vse to molimo v tvojem imenu.
Priznavamo, da te potrebujemo bolj kot kogarkoli drugega. Zato stojimo pred tronom milosti in te častimo. Amen. Bomo vstali in namesto skupne molitve peli pesem, ki pravi: stojim pred tronom milosti in te slavim. Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje na teboj in naj ti bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k tebi in naj ti da mir. Amen.